Center energetskih rešitev v ljubljanskem BTC-ju poleg celovite energetske rešitve najvišje kakovosti za prenovo hiše, stanovanja ali poslovnega objekta svoj doprinos bogati z organizacijo serije brezplačnih dogodkov. V sodelovanju z energetika.net bodo v okviru dogodkov strokovnjaki z področja energetike udeležence seznanili, kako ukrepati na področju energetske učinkovitosti, kakšne rešitve so na voljo ter kako priti do sredstev. Naši dogodki bodo namenjeni tako ljudem, ki se spuščajo v gradnjo ali pa tistim, ki želijo samo sanirati obstoječe objekte. Hkrati bodo pa med njimi tudi, bo več kot 20 dogodkov, med njimi bodo tudi recimo namenjeni najmlajšim na področju energije seveda, zato ker bomo predstavljali tudi ekoenergetske slikanice, tako da se bodo že malčki lahko seznanili s pomenom energije in njene učinkovite rabe. Na otvoritvenem dogodku so predstavili aktualne možnosti financiranja projektov za tekoče leto s področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, tako na strani države kot tudi družbe Petrol. Kot je dejal Tomi Vargac v okviru programa za zagotavljanje prihrankov energije končnim odjemalcem, družba Petrol namenja 0,2 milijona nepovratnih sredstev. Do njih so upravičeni industrija, komercialni in javni sektor. Na drugi strani po besedah Milenka Ziherla državni ekosklad za leto 2013 namenja 49,8 milijonov evrov celotnih sredstev. Interes za sredstva je velik, na skladu pa so do sedaj prejeli skupno približno 6.000 vlog. Njihova intenziteta se poveča predvsem v gradbeni sezoni. Učinki ekosklada so vsekakor vidni na ugodnih vplivih na okolje, na kakovostnih gradnjah in ugraditvah teh naprav, ki so okolju prijazne, pa predvsem tudi na vzdrževanju delovnih mest, kajti za aktivnosti, ki jih je subvencioniral ali sofinanciral ekosklad, smo naračunali, da smo vzdrževali s tem 1000 delovnih mest v letu 2012. Torej, kakšno je razmerje med porabo končne energije in pa bruto domačim proizvodom? Lahko ugotavljamo, da se ta energetska intenzivnost v zadnjem času znižuje, kar je sigurno pozitivno. Vidimo pa, da je pa to zniževanje še vedno prepočasno, oziroma da se v zadnjih letih kar nekako ustavilo. Še posebej pa, če to primerjamo z kazalci drugih evropskih držav, vidimo, da tukaj še precej zaostajamo. Tako da tukaj je sigurno še en velik izziv, da v prihodnje to energetsko intenzivnost še zmanjšamo. Pri katerih kazalcih se je stanje popravilo in kje zaostajamo? Mislim, da so dosti pozitivni kazalci v gospodinstvih, tudi industrija reagira in skuša biti bolj energetsko učinkovita. Trenutno je najbolj zaskrbljivo področje pa promet. Tam pa energija še vedno narašča in seveda to nam pravzaprav otežuje doseganje tudi ostalih ciljev, ker gre za promet dosega že 40% končne rabe energije in to seveda zahteva toliko večje prihranke v ostalih sektorjih za doseganje ciljev. Kot je še povedal Merše, se trend subvencij zadnjih 10 let usmerja na področje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Poudaril je strukturo subvencij. Podatki za leto 2011 kažejo, da je iz 136 milijonov evrov težkega zneska subvencij le 32% denarja prišlo iz državnega proračuna, ostalih 68% pa predstavlja vstop energetskih podjetij. Gorazd Marinček dodaja, da moramo biti kljub temu pozorni in preverjati učinkovitost vsakega evra, ki ga naložimo v ukrepe za izboljšanje energetske slike. Natančni bi morali biti predvsem recimo pri prenovi ogrevalnih sistemov, potem je zanimivo tudi recimo izraba solarne toplote za sanitarno vodo, za ogrevanje. Mislim, da smo tle na splošno precej v zaostanku, da se ne poslužujemo sončne energije dovolj in tudi glede hišne, torej glede stavbnega pohištva, mislim, da bi morali ukrepati tako, da bi pravzaprav domača proizvodnja, domači materiali, kot je recimo les, imeli bolj izrazito prednost kot doslej. Miha Praznik iz Gradbenega inštituta ZRMK je predstavil primer dobre prakse s slovenskimi občinami na področju izvajanja energetskega svetovanja. 60 energetskih svetovalcev je do sedaj v različnih občinah po Sloveniji svetovalo približno 6.000 občanom. Energetsko svetovanje je v bistvu najbolj pogosto izvajano za obstoječe stavbe. Teh je recimo 90% v naših storitvah, ki jih nudimo občanom, 10% je v bistvu svetovan za novograditelje.
In pri teh povratnih informacijah, ki jih dobivamo, ugotavljamo, da so približno prihranki v rabi energije 25%, se pravi zato, ko se zmanjša raba končne energije, emisije CO2 pa za približno 30%. Kje v Sloveniji predvsem največkrat potrebujejo vaše svetovanje? Zdaj, z rabo energije so najbolj povezana, klimatska področja, ki so bolj zahtevna. Se pravi, tam, kjer je temperaturni primanjkljaj večji nad 3000, se pravi, to so večja slovenska mesta, Gorenjska recimo, skratka, to je tisti del, ki je, kot sem rekel, energetsko najbolj zahteven. Se pa seveda zdaj, vprašanja bolj pogosto pojavljajo, se pravi tudi v milejši klimi, se pravi Primorska za svojo specifično tematiko. Strokovnjaki omizja so bili sklepčni, da Slovenci sicer prehajamo na varčnejšo uporabo z energijo, a kljub temu nam ostaja še veliko prostora za dvig nivoja energetske ozaveščenosti. Ob tem Aleksander Batič poudarja, da se je potrebno zavedati dejstva, da v sonaravnih stavbah poleg varčevanja z energijo tudi živimo bolj kakovostno in harmonično življenje. Po Evropi in tudi po Sloveniji je že precej primerov individualne prakse, kjer pa vedno ljudje štartajo iz, rečemo, njihovega čisto človeškega pogleda na to. In dejansko so potem lahko tudi cene smešno nizke. So ljudje, ki so postavili hišo za nekaj 1000 evrov in so fenomenalno dobre za bivanje. Po tujini, recimo v ekovasi Siebenlinden, sem videl prekrasno hišo postavljeno iz naravnih materialov za 8000 evrov. Ampak seveda, res je, da vsi tega ne znamo. Torej nam lahko taki primeri po eni strani služijo kot čisto konkretni primeri, kaj lahko naredimo, predvsem pa kot nek primer, kot neko izhodišče za spremembo pogledov in tako dalje. Tako da jaz sam ne znam postaviti take hiše, so pa drugi ljudje, ki to znajo.